Danes vlagamo interpelacijo zoper ministra Gregorja Viranta, tako kot smo že napovedali. To je skupna interpelacija vseh treh strank s prvopodpisanim Matejem Toninom, potem z SDS-om in Slovensko ljudsko stranko. Za interpelacijo smo se odločili, ker menimo, da minister dr. Gregor Virant dela škodo Republiki Sloveniji. In v tej interpelaciji mu očitamo oškodovanje Republike Slovenije predvsem v treh točkah. Najprej ogrožanje sistema lokalne samouprave in posledično kratenja ustavne pravice, ki jo opredeljuje 138. člen Ustave Republike Slovenije in Evropska listina lokalne samouprave, in sicer z napovedjo ukinitve posameznih občin. Prav tako pa zakonskim predlogom, ki izrazito nesorazmerno in nepravično v večji meri znižuje finančna sredstva manjšim občinam in jih večjim pa daje višjo višino sredstev. Menimo, da je s temi nesorazmerji ogrožen enakomerni razvoj Slovenije. Potem drugič pravimo, da zaradi podpisa dveh za Republiko Slovenijo škodljivih dokumentov, ki nimata zakonske podlage, to je stavkovnega sporazuma in dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju, torej podpisajo sporazume s reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, s katerimi je zagotovil za 20% višja izplačila solidarnostnih pomoči in pa jubilejnih nagrad za člane sindikata. To se nam zdi skrajno nedopustno, kako lahko tisti, ki so člani sindikata, prejemajo višja izplačila za jubilejne nagrade in pa za odškodnine. Potem tudi je dr. Gregor Virant podpisal sindikati sporazum, po katerem se v javni upravi število zaposlenih zmanjšuje za 1%, čeprav vemo, da se po naravni poti letno zmanjšuje število zaposlenih za 3%, torej namesto zmanjševanja je možnost dodatnega zaposlovanja in to se nam zdi nesprejemljivo v teh razmerah, ko vsi vemo, kako imamo preobširno javno upravo in da bi morali se truditi za vitkejšo javno upravo oziroma za zmanjšanje javne porabe. In pa tretja točka, zaradi oškodovanja državnega premoženja in vložitve predloga zakona, iz katerega ni jasno razvidna višina porabe proračunskih sredstev. Pri tem izpostavljamo predvsem dve točki. Prva točka, zakon o izbrisanih. Na dodatnih pogajanjih se je ta višina obljubljenih sredstev znova zvišala in iz tega tudi ni razvidno, kakšen bo končen strošek za izplačilo za izbrisane. Prav tako tudi nasprotujemo temu, da bodo dobili kar pavšalna izplačila, namesto da bi se obravnaval vsak primer posebej. Predvsem se nam zdi nedopustno in nesprejemljivo takšno izplačilo, ker vsi vemo, da so nekateri špekulirali, nekateri so si pa takoj uredili vse potrebno za pridobitev državljanstva oziroma stalnega prebivališča, zato se nam zdi takšen ukrep nesorazmeren, nepravičen do tistih, ki so vendarle svoj status uredili. Seveda smo za to, da tistim, ki se je zgodila krivica, ker si pač niso mogli urediti statusa, da se to ugotovi in izplača odškodnina, ne pa kar pavšalno za vse. In to je izredno velika številka, preko 10.000 upravičencev naj bi bilo, vsak pa še ima možnost, da potem državo dodatno toži za dodatno odškodnino. To je in predvidevamo, da bo na ta način slovenski proračun kar precej utrpel oziroma bo Slovenija morala veliko sredstev za to zagotavljati. No, navajamo tudi primer nakupa letalskih vozovnic po znižanih cenah, kar sedaj ugotavlja Komisija za preprečevanje korupcije, kar se nam zdi čudno, nedopustno
sumom koruptivnega dejanja, da lahko nekdo prejema različne popuste od prevoznika, ki je v državni lasti, čeprav in največ takih popustov je bilo prav v času, ko je dr. Gregor Virant še prejemal plačo iz državnega proračuna, nadomestilo po končanem mandatu, ministerskem mandatu, hkrati pa že služil na drugem delovnem mestu. Torej, to so 3 izhodiščne točke, na katere želimo opozoriti s to interpelacijo. Potrebna je razprava na vse te točke in prepričani smo, da dr. Gregor Virant ne bo mogel v zadostni meri pojasniti, na kakšen način je ravnal v tem primeru, tako da menimo, da je ta interpelacija upravičena.